Pri izbiri 2D elementov za risanje se prikaže možnost dodajanja vzorčne črte. Tu je mogoče spremeniti tip vzorca. Višina in širina vzorca. Imamo tudi možnost nastavitve stalne višine in širine v osnutku. Te dimenzije se ne spreminjajo z merilom. Še vedno imamo nekaj možnosti, povezanih z lastnostmi vzorca. Ko spremenimo merilo, lahko vidimo, kako zgornja črta, ki nima stalne širine in višine, sledi merilu, medtem ko se druga črta zmanjšuje oziroma povečuje. S povečanjem oziroma zmanjšanjem merila iz razloga, ker ima stalno višino in širino. Naučili se bomo, kako ustvariti svoj vzorec. Pojdimo pod možnosti, definicije, in odpre se okno, v katerem lahko spreminjamo hahure, vzorec, slogi črt površino, pisave in podobno. Izberimo vzorec, odpre se okno z vzorcem. Zgoraj lahko vidimo, kateri vzorec je prikazan na sliki. V levem delu so orodja, ki jih uporabljamo za izdelavo vzorca. Tukaj imamo ukaze, s katerimi spreminjamo njegove nastavitve. S klikom na ta ukaz se odpre okno z imenom izbire vzorca, kjer imamo veliko število predefiniranih vzorcev. Medtem ko na mestih, kjer ne vidimo vzorcev, lahko ustvarimo svoje. Vzel bom vzorec 999 in mu dal širino 1000 mm. Ne glede na izbiro merilne enote za dolžino, se bo delalo v milimetrih. Za višino bom prav tako nastavila 1000 mm. Še bomo vnesli ime testnega vzorca. Z uporabo ukazov iz razdelka Ustvari bomo narisali kvadrat ob robovih te rumene kvadratne oblike. Sedaj bomo shranili vzorec in narisali črto. Poleg risanja navadnih črt se lahko poslužujemo tudi drugih 2D elementov z vzorčasto črto. Pri risanju arhitekturnih elementov, kot so stene, plošče, stebri in podobno, z vstopom v njihove lastnosti jim lahko dodelimo vzorec. Rečemo v redu in zgradimo zid. Narisali bomo še en zid, tokrat debeline 50 cm. Kot lahko vidimo, se vzorec razteza od roba do roba stene. Ne glede na njegovo debelino.